Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v Beletrini v živo. Tokrat predstavljamo novo pesniško zbirko gledališkega režiserja, pesnika in audiovizualnega ustvarjalca Jana Karmelja. Jan, pozdravljen. Živo. Pred skorajda 10 leti je izšla tvoja prva pesniška zbirka z naslovom Relikvije dihanja. Zdaj predstavljava tvojo novo. Kaj se je dogajalo na področju pisanja v tem skorajda 10-letnem obdobju? Ogromno se je v bistvu spremenilo, ne. Takrat je bilo moje prvo obdobje pisanja, ki je bilo zelo intenzivno, zelo eno tako skoraj asketsko lotevanje pač poezije, ne, zelo kot en tak ritual nenehnih skozi pisanja, skozi sem bil v jeziku prisoten, ne, zelo v pisavi, zelo. Vmes pa se je potem zgodil en premik bolj v gledališče, no, in to je neka taka velika razpoka, se mi zdi, ki je nastala v tem času, ampak ja, no, se mi zdi, da se je zgodil en tak logičen premik in pa svoje sem tudi zelo hvaležen, da je vmes tako dolgo obdobje, ne. Se mi zdi, da je na nek način isti jezik, ampak čisto nov svet, ampak tudi eno novo branje ali pa razumevanje poezije ali pa jezika kot takega, no, se je spremenilo v tem času. Se pravi, v tej novi pesniški zbirki lahko najdemo tvoje pesmi iz tega daljšega časovnega obdobja ali mogoče iz bolj zadnjih let? Večina jih je tam nekje od 2018 pa do zdaj. Vmes je bila ena spet razpoka, ker sem malo manj pisal, ker sem več delal za gledališče. Ampak ja, no, so razmeroma nove, pa tudi zbirka ta nova je strukturirana na način, da nekako potuje od teh mogoče bolj malo starejših do vedno bolj nedavnih pesmi, ne. Naslov pesniške zbirke je Uho, torej organ, ki sliši in prisluhne vsemu izrečenemu. Kako še, kot simbol česa vse še lahko razumemo ta naslov? Pa jaz se nadaljujem tega naslova kot simbola na nek način. Nekako prvo zelo dobesedno sem ga umestil zelo skozi eno razmišljanje o tem, kaj Uho kot organ ponuja, in tudi meni osebno je vedno bolj pomemben na nek način. Vedno me je zanimalo, kako močno lahko nek zvočni impuls vpliva recimo na nastanek tudi teksta konec koncev. Velikokrat je neka glasba bila inspiracija pri nekem tem stanju, iskanju tega stanja, v katerem se mi zdi sploh možno pisati poezijo. Tako da ja, Uho je predvsem zato, ker je poziv k eni občutljivosti, poziv k eni koncentraciji, pa tudi malo premik v neko imaginacijo, ne toliko v svet, kjer bi bil pogled samo pomemben ali pa videz pomemben, ne. In tudi na nek način se mi zdi, da ko jaz berem poezijo, ki me nagovori ali pa ki me prepriča, da vedno odpira skoraj eno tako neko posebno dimenzijo glasu ali pa zvoka, tudi samo skozi branje, ne. Na nek način se mi zdi, da ko res padem noter, ali ko pišem, ali ko berem, da se zelo odpira en nek posebni audio nivo asociacij v možganih, no. In to sem nekako tle želel nasloviti, ne. In tudi to je neka pozornost v poslušanju, ki se mi zdi ključna za kreativni proces, pa tudi za eno budno in kritično spremljanje življenja, ki se dogaja. Omenil si neko stanje, v katerem pišeš. Kaj je tisto, kar te pravzaprav spodbudi k pisanju? Pisanje je za mene bilo vedno na nek način zelo, ne bom rekel avtomatizirano, ampak zelo neka organska gesta skoraj. Ali pa takrat, ko pišem stvari, ki mi ostanejo in ki se mi zdijo vredne, da jih mogoče še komu pokažem, da vedno izhaja iz enega takega specifičnega stanja, ki mi je najbolj naravno. Na nek način. Je pa to seveda najtežje dosegljivo stanje, se mi zdi. Ena odprtost za impulze, pa hkrati za lastno zgodovino, pa hkrati za to, da pustiš vsem tekstom umetnosti in življenju, ki je vplivalo na te, da se nekako spet vzbudi in da se pač transformira v eno novo jezikovno formo. Tako da ja, ampak recimo Relikvije dihanja, tam sem prav v naslovu, se mi zdi, želel tematizirati to, da je na nek način pač pisava sled enega pač obstajanja ali pa v tistem primeru tako zelo poetično dihanja, ne. Tako da javno, to neko stanje se mi zdi, da je zelo moje naravno stanje, neke pozornosti, ene posebne ranljivosti do stvari, ker te lahko, ker lahko ena beseda ima na te zelo intenziven učinek, ne. In to stanje je nekaj, kar se mi zdi, da je res težko vzdrževati, pa hkrati najlepše, ko se zgodi, no. Ena taka vseobsegajoča ljubezen do jezika, pa tudi do nekih stvari, ki niso mogoče na prvi pogled vredne pozornosti in ljubezni.
eno iskanje nekih razpok pa praznih mest v mislih, v jeziku, ja, v občutkih. Pa tudi to, ne, nekatere pesmi lahko vidimo, da si posvetijo oziroma te je spodbudila misel na koga, na določeno osebo, druge recimo so nastale kot odziv na ogled določenega filma, nekatere kot transkripcija, ne, zelo na različne načine torej iščeš te razpoke, kot praviš. Ja, in tudi se mi zdi, kar me je tle tudi zanimalo, pa to, kar se tudi izpostavlja, recimo ta transkripcija, ta posnetek, ne, je prav tako, kot da bi nekako, veš, pesem je vedno se mi zdi fragment enega toka misli, ne, nikoli ni optimalno, se mi zdi, da je težko reči, da se nekje začne in nekje konča, ampak nekje jo uloviš in nekje se jo odločiš končati. Ne. In ta transkripcija ni dobesedna transkripcija, ne, je transkripcija zelo tako ene ideje ali pa enega občutka, no, neke vrnitve v čas, ker mislim, da ima ta pesem naslov 1943, nekaj takega, ne. Je bilo eno obdobje, ko sem bral ene Kajuhove pesmi, pa tudi delal par komadov po Kajuhovih pesmih. Takrat sem to napisal, recimo, ker mi je bila ena taka zelo neka intenzivna domišljijska potopitev v en čas, ko komunikacija ni bila mogoča ali pa ko je bilo težko komunicirati in ko ostanejo mogoče samo neki fragmenti nekega časa ujeti na nekih zvočnih kasetah. Omenil si te razpoke in v bistvu to iskanje nekega stanja, v katerem lahko pišeš. In recimo od glavnih motivov, ki se je meni med prebiranjem nekako najbolj vtisnil v spomin, je tudi to vprašanje odsotnosti in prisotnosti, tako občutkov, stvari, ljudi. Lahko mogoče kaj več o tem poveš? Ja, ne vem, odsotnost je nek fenomen, ki me od nekdaj zanima, pa ne vem točno zakaj. Ne. Tudi vedno so me fascinirali, že kot otroka se spomnim vedno prazni prostori ali pa zapuščene stavbe. Tudi recimo spomnim, ene od mojih prvih spominov je recimo vožnja čez pač razstreljeno Hrvaško, tam konec 90-ih. Vedno so mi neke te praznine so mi ostale, pa tudi recimo odsotnost je tudi zelo močna, seveda, pač kot neka direktna smrt nekega človeka, ki se je tudi v par pesmih zapisala. Ja, ne vem, se mi zdi, da ko zazeva neka praznina, da šele takrat se lahko tako zartikulira mogoče velikrat nek vtis, ali pa neka misel, ali pa tudi pesem konec koncev, ali pa umetnost. Ampak v osnovi, to je moj ne vem, jaz sem se vedno to tako neko privatno metafiziko vzpostavljal tega, da umetnost vedno prihaja iz neke praznine ali pa iz neke razpoke, ki nastane v meni ali pa v misli ali pa... Ja, no, in tudi to stanje, ko smo prej o njem govorili, kreativnosti, se mi zdi, da je zelo vezano na neko to stanje, kjer nekako malo lahko zgubiš samega sebe, nekako zbežiš iz svojega telesa in dovoliš, da se ti stvari malo dogajajo. In se mi zdi, da tako je lepo uloviti en jezik, no, ki se zgodi, ko neka praznina nastane. Pravzaprav je to na nek način zelo pogumno dejanje, nekako spustiti tisto sebe, kar poznaš. Absolutno. Se mi zdi tako, da zame je absolutno poezija mogoče ena redkih nekih, da mu temu rečem, narekovajih svetih momentov, ki tle absolutno sem Šalamunov, pač, kako temu rečeno, obožujem pač Šalamuna, ki je prav to govoril, da je poezija najbolj smrtno resno dejanje na svetu. In to je seveda izrekel skozi neko ironijo, ampak tle se mi zdi, da je tle spet ena razpoka, da nekako si moraš dovoliti in to ironijo in to smrtno resnost, da se lahko vmes rodi neka izvirna, singularna misel, ki jo potem želiš deliti drugim. Sicer pa se v svoji zbirki poigravaš s formo, vsebino, različni motivi. Knjiga je nekako na 3 dele razdeljena. Vsako uvedeš s kratkim citatom oziroma verzom kakšnega drugega avtorja. Bi mogoče malo več lahko povedal, kako si se odločil za takšno strukturo? Ja, ta struktura je v bistvu nastala po nekakšnih segmentih, bolj časovno. V osnovi najprej je bila struktura brez teh 3 delov. No. Na neki točki potem sem to razdelil v 3 dele, ker jaz sem obseden s to trodelno strukturo, tudi od nekdaj že v gledališču. Ena taka, ne vem, no, se mi zdi, v vseh stvareh, ki jih delam, nekako iščem eno strukturo, tako neke božanske komedije na nek način, a veš, ker imaš en del, ki je potop v stvar, potem imaš en del, ki se malo kot vsako središče, no, kjer se malo zgubiš na nek način lahko, in potem en del, ki te nekako vrne nazaj tam, kjer si začel. No. Tako nekako je tudi ta struktura šla. Je pa tudi tako, da gre v bistvu iz enih bolj, dajmo reči, ne vem, skoraj manifestnih pesmi v vedno bolj osebne, se mi zdi, ali pa v vedno bolj
avtobiografske ali pa avtofikcijske, no, kar je tudi nekaj, v kar se mi zdi postopoma v teh zadnjih stvarih, ki jih pišem, tudi preveša nekako moja poezija, no, v vedno bolj neko avtofikcijsko formo, pa tudi nekako vedno bolj si dovolim biti oseben v pesmih, ne, in nekako se tudi poigravati z lastno zgodovino, ne samo z nekimi konstrukti, kar je mogoče bilo pri prvi knjigi, ne, zelo bolj taka, ne vem, bolj hermetična poezija, bolj konceptualna poezija skoraj v nekaj, kar je v bistvu zelo direkten govor, lahko tudi nekomu bralcu, bralki. Ja, Prav ta tretji del, se mi zdi, da je po eni strani, tako kot si mi omenil že prej, no, najbolj oseben, hkrati pa tudi najbolj nekako družbeno kritičen, ko se sprašuješ o generacijah in o nekih gledaliških tematikah tudi. Ja. Mislim, ta generacijska tematika je nekaj, kar me v zadnjem času zelo pač obseda, zelo me je začelo zanimati to, no, kaj pomeni ena ta v bistvu zgodovina generacij zatiranja, ker pa če prihajam iz enega zelo majhnega kraja, Fala po imenu. In ja, no, tako neka ta zgodovina, malo sem tudi raziskoval pač nekaj čisto svojih prednikov, zgodbe, ne, in ena ta zgodovina se mi zdi, tam je tudi en vers noter, ker rečem hlapci in neveste, mislim, poimenujem nekako svoje prednike kot hlapce in neveste. In ja, no, neko posebno zavedanje se mi zdi pač o tem, kako se ene tudi, zelo sem se začel zavedati tega, katere stvari vplivajo name, kaj so ene generacijske travme, ki se prenašajo nekako in ki jih mogoče lahko skozi umetnost mogoče presežeš. Ali pa ne, že s tem, da jih zartikuliraš, že s tem, da pustiš sled, ki je pač nekdo pred tabo mogoče ni mogel, ker ni bil v tej privilegirani poziciji konec koncev, da bi lahko sploh ustvarjal umetnost ali pa da bi sploh prišla do njega možnost za ustvarjanje umetnosti. No. Tako to je ena artikulacija, no, ki se mi začenja zdaj malo odpirati. So to tudi teme, s katerimi se ukvarjaš posredno verjetno v tvojem gledališkem delu? Vedno bolj se mi zdi. Tudi gledališče se zadnje čase pred nekih teh, v okviru magisterija razvilo eno tako zvočno gledališko formo, tako skoraj kot nek audio sprehod, ki postaja vedno bolj v bistvu avtobiografski. Ne. Ampak na nek način sem v gledališču zelo veliko enih svetov menjal, zaradi tega ga imam tudi rad, ker je v temelju ta neka kvaliteta gledališča, ta neka neskončna v bistvu zmožnost človeške empatije, ne. In tega, kako zelo lahko se potopimo v zgodbo nekoga drugega, kako raznoliki svetovi obstajajo, koliko enih perspektiv obstaja na eno samo dogajanje. Ampak ja, no, zgodovina me je zanimala v tem smislu mogoče v predstavi Življenje drugih, ki je v bistvu govoril o zgodovini vzhodne Nemčije po motivih tega doznanega tudi filma. Tam me je recimo bolj zanimalo to, ja, kako v bistvu neka zgodovina definira tvoj obstoj ali pa tvojo pozicijo, nekako onkraj tvojega nadzora, ne, kot nek. Tako, no, kaj so ti mehanizmi, ki vplivajo na nas, brez da bi vedeli za njih, to absolutno me od nekdaj že v gledališču zanima. No. Se pa tudi v gledališču se mi zdi, da je en premik iz enega zelo poetičnega sveta v nek vedno bolj skoraj dokumentarni svet, ampak še vedno nekako z elementi iskanja neke magičnosti resničnega. No. Gledališče, verjamem, da zaobsega velik prostor tvojega ustvarjalnega dela, ampak vseeno se je ljubezen do poezije rodila prej? Ja, absolutno. Ne. Poezija je bila na začetku vsega, v bistvu, no, pred vsem ostalim. In tudi prek poezije nekako sem odkril gledališče, ki me je zanimalo, ker ne vem, spomnim se, da kot srednješolec, ko sem hodil v mariborsko dramo, mi ni bilo veliko predstav, ki bi me nagovorile same na sebe, ampak ko sem začel v bistvu pač raziskovati neke pesnike in avtorje, sem tudi odkril hitro par režiserjev, ki recimo so se ukvarjali z nekimi poetičnimi momenti ali pa stvarmi, ki so me zanimale. Ne. Tudi zelo pomemben je bil zame na začetku Fernando Arrabal, ki pač je napisal scenarij za prvi film Alejandra Jodorowskega, no, Fando in Lis, kar je bilo tudi temelj moje nekako prve predstave. Tako da ja, no, poezija je bila tam na začetku in vedno je tudi definirala, se mi zdi, nekako moje branje gledališča ali pa tega, kar me v gledališču pritegne, prepriča, kar če tudi želim kot gledalec gledati v gledališču, no, je zelo definirala to. Tudi neko zahtevnost do jezika se mi zdi, da je v meni definirala. No. Vedno sem bil, se mi zdi, zelo pozoren na to, kaj se dogaja z jezikom v neki določeni predstavi. Ne. In to me je peljalo od predstav, ki so bile res gostobesedne, z ogromno teksta, do predstav, kjer teksta praktično ni bilo izgovorjenega na odru. No. Tako da ta odnos do jezika se mi zdi, da sem ga vedno raziskoval. Je to tudi neka stična točka tako dveh pravzaprav zelo različnih ustvarjalnih procesov pisanja in ustvarjanja gledališča? Ja.
mislim, absolutno pač jezika. Ne? In tudi historično je gledališče konec koncev v izvoru nekako tako sklepamo, ne povezano s poezijo, mnogo bolj bilo, kot je to danes. Ampak ja, zagotovo. No, mislim, zelo se napaja eno z drugim. Nekako tudi gledališče me je naučilo veliko o tem, kaj pomeni učinek neke besede, ko je izrečena pred ljudmi na odru. To je nekaj, dokler nisem začel delati gledališča in opazoval tudi odziva gledalcev, gledalk na svoje predstave, nekako nisem sploh te dimenzije odprl, se mi zdi. To me je zagotovo naučilo, ja, kaj pomeni učinek jezika in koliko je pomembno tudi znati predvidevati učinek, ki ga bo nekaj imelo, in koliko je tudi pomembno si, ko ustvarjaš karkoli, zaupati svojemu prvemu odzivu na to, kar ustvariš. To se mi zdi še ena taka stvar, kjer me je tudi gledališče ogromno naučilo. Da, ko doživiš stvar, ki jo narediš in ko deluje, ponavadi bo tudi na gledalca tako delovala, kot nate, ko jo prvič doživiš. In če nekako znaš loviti ta moment in se ga priklicevati nazaj, se mi zdi, da lahko zelo veš, kaj povzročaš. Kar pa je, se mi zdi, ključni temelj, se mi zdi, skoraj vsake umetnosti. Neka želja potem, da nekomu nekaj povzročiš in do katere mere lahko to predvidiš in do katere mere je to nemogoče predvideti. In kako ti recimo prav to, kar zdaj omenjaš, pomaga tudi pri pisanju, ko si pa tam sam s sabo, svojimi mislimi in pred praznim listom papirja? V osnovi se mi zdi, da je zelo en podoben postopek, ker nekako zelo, se mi zdi, da za vsako kvalitetno stvar, ki sem jo uspel narediti, sem moral zelo daleč iz sebe izstopiti na nek način. Dobiti eno tako specifično kreativno distanco do lastne psihologije, tudi v nekem trenutku ustvarjanja. In to se mi zdi, da gledališče nekako skoraj avtomatizira ta nek kreativni izstop iz sebe in ta en pogled na dogajanje od zunaj. In tudi pri poeziji se mi je to dogajalo mogoče malo manj kontrolirano včasih, da sem nekako znal, kot da bi rekel, da nekako malo pogledaš na stvar, ki jo pišeš, ne iz sebe zdaj, ki jo pišeš, ampak iz ene druge pozicije skoraj. Iz ene mogoče manj osebne pozicije samega sebe. Tako nekako od zunaj skoraj. In to absolutno sem zdi uspel mnogo bolj tudi ponotraniti ta nek mehanizem in ga avtomatizirati. Ko smo se pogovarjali že pred tem snemanjem o mislih in motivih, ki zaposlujejo v tem trenutku tvoje misli, si veliko govoril o kreativnem procesu, tudi o blokadi kreativnega procesa. Kako se ti soočaš s tem? V bistvu prav s temi nekimi blokadami, ki se tudi verjetno zgodijo. Po moji izkušnji, ali pa vmes sem imel eno obdobje korone, ki se mi zdi, da nas je vse zelo zaznamovalo, ker sem na en način zelo padel v eno kreativno blokado, hkrati pa sem ogromno stvari proizvajal, ampak nekako se nisem zavedal, da ne vem, tako zelo kompleksen je to še vedno zame procesno in zelo pogosta je kreativna blokada. Se mi zdi, da je tako neka odprtost za kreativnost vedno povezana s tem, s koliko stvarmi, ki se ti dogajajo, si se pripravljen soočiti, koliko se dovoliš biti ranljiv v odnosu do samega sebe in do svojega življenja v trenutku, v katerem živiš. Tako da jaz mislim, da kreativni proces je neizbežno zvezan z nekim osebnim procesom in z enimi stvarmi, ki se ti dogajajo. In se mi zdi, da ponavadi ali pa vedno bolj ugotavljam to, da če se s tem znam soočati, če se znam priznati stvari, ki se mi dogajajo, če se znam priznati, kje sem čisto psihološko ali pa kje sem v neki eksistencialni poziciji, da nekako lahko tudi en kreativni preboj se zgodi. Predvsem pa se mi zdi, da gre v osnovi za iskanje ene tako radikalne sproščenosti in odprtosti, ki je zelo zahtevna seveda, in ki je velikokrat skoraj neločljiva lahko od neke anksioznosti, ki jo čutiš v odnosu do dogodka v življenju ali pa do sveta ali pa nasploh. Ampak eno preseganje teh blokad je pa nekaj, kar je najlepša stvar, ki jo je meni osebno dala umetnost in ki je tudi nekaj, kar bi se želel, da lahko bralec, bralka izkusijo. Eno preseganje nekih limitov ali pa omejitev ali pa en tak beg iz telesa celostno. Prav to zdaj, ko si omenil, da bi si želel, da bralec, bralka doživi nekaj takega. Vsaka umetnost, tako gledališka kot poezija, če je dobra, nas seveda spremeni, ko jo beremo, nas transformira. Kaj si ti želel še, da bi podal svojim bralcem oziroma da bi doživeli ob branju tvojih pesmi? Eno tako specifično, želel sem posredovati nekaj, ne nujno sporočiti nekaj, ampak tako posredovati eno specifično občutljivost do sveta. Pa mogoče to zveni zelo splošno, ampak se mi zdi, da pesmi vseeno zelo konkretno naslavljajo ene elemente realnosti, s katerimi se meni zdi pomembno igrati ali pa jih znati pogledati iz enega drugega zornega kota. Tako da optimalno ali pa tudi bi se želel to dati, kar meni dela ta umetnost, ko sem jo naredil, ali pa umetnost, ki me nagovarja. In to je ravno to, da nekako daje en mal drugačen pogled
na stvarnost ali pa na samega sebe ali pa na en specifičen trenutek, v katerem se znajdeš, ko bereš. Zelo me tudi neko to poigravanje tega, da ne vem, ko pišeš in ena pesem je, ki pač nagovarja bralca prav v trenutku, ko bere to knjigo, in tako neki taki miselni obrati so nekaj, kar se mi zdi, da je mene osebno zelo senzibiliziralo za resničnost na nek način ali pa za tudi eno lepoto, tudi če je ta lepota boleča. Ampak ja, no, v osnovi eno zmožnost tudi spremembe, no, ali pa odprtost za spreminjanje, pa za eno nove vrste občutljivost, ki je meni mogoče spontana ali pa naravna ali pa nekako mi je neizogibna ali pa sem celo vržen bil v njo, to mogoče odpreti ali pa posredovati, to se mi zdi nekaj zelo dragocenega. V prihodnje pripravljaš kaj novega, tudi na področju povezave besede, glasbe, zvoka, mogoče lahko še o tem kaj poveš? Ja, zdaj najprej pride ena zelo zanimiva predstava, ki jo delam v mestnem gledališču. To je tekst Rosse Lavi Razpoka, to bo oktobra, ki se v bistvu ukvarja nekako z državo nadzora pa z dokumentarnim. Potem se lotevam Pazolinja v Novi Gorici. Pazolin je recimo še en avtor, ki me je blazno nagovoril. Ravno skozi to neko konkretnost poetičnega. Njegova poezija se mi recimo zdi tako na ravni jezika konkretna in hkrati najbolj možno sublimna. In tudi v obeh predstavah zelo raziskujem nekako nivo zvoka ali pa zelo mi je pomembno, kako uravnavamo tudi z ozvočenostjo glasov igralk in igralcev na odru. In paralelno s tem, pa tudi v okviru v bistvu magisterija, ki ga pripravljam, magistrske predstave, ki bo enkrat spomladi se zgodila, ki ima delovni naslov Država, pripravljam v bistvu ene take zvočne formate. No, zvok je pač nek medij, ki ga delam že od nekdaj, ampak se zdaj končno lotevam v bistvu tudi končevati stvari, ki so v bistvu eni zvočni formati, ki so na nek način so absolutno glasba, ampak se jezik v njih umešča zelo bolj kot ena naracija, en spoken word. No. Skratka, en tak, dajmo reči, eksperimentalen, skoraj tak narativni format, no, razvijam, ki bo tudi najkasneje enkrat spomladi se v bistvu pojavil. Torej bo to nekako tudi išlo v določeni zbirki na poseben način? Spomladi bo šla še v bistvu ena krajša, novejša, v bistvu čist novih materialov, zbirka z istim naslovom, Država. In to nekako bo pospremilo izdajo te zbirke v bistvu. Ampak bodo tam v bistvu uglasbeni, oziroma pač v glasbo prevedeni in neki fragmenti iz te knjige, ki je zdaj, in še več iz tiste, ki bo potem prišla. Ja. Krasno. Se veselimo tvojih naslednjih izdaj, pesniških, glasbenih in seveda tudi gledaliških. Hvala, Jan, za pogovor. Hvala tebi. Vam pa hvala, če ste nas spremljali. Beletrina v živo.